Mišljenje o družbi in politiki. Rada bi zastavila vprašanje, ki se mi že dolgo, zelo dolgo mota po glavi. Gre za silno ostro razlikovanje med političnim in družbenim pri Hannah Arendt. Še posebej opazno je v njeni knjigi o revoluciji. Tam skuša prikazati, da je neuspeh francoske in ruske revolucije temeljil na dejstvu, da ste se obe ukvarjali z družbenim in strpljenjem, pri čemer je sentiment sočutja igral veliko vlogo. Medtem pa je bila ameriška revolucija politična in se je končala z utemeljitvijo nečesa. In ob tem sem se vedno spraševala, kaj pa naj sploh počnemo na javnem prizorišču, javnem prostoru, če se ne ukvarjamo z družbenim. Se pravi, kaj nam še ostane? Ko enkrat imate ustavo, ko je izpeljano utemeljitev in ko že imate pravni okvir, takrat že obstaja prizorišče za politično delovanje. Zdi se mi, da potem političnemu človeku ostane samo tisto, kar so počeli Grki, make war. Ampak to ne more biti prav. Po drugi strani pa res ne vem, kaj bi, če moramo iz političnega prizorišča izključiti vsa ekonomska vprašanja, socialno varnost, rasno desegregacijo šolstva, vse, kar se dotika družbene sfere. Ostanejo mi samo še vojna in govori. Toda govori ne morejo biti samo govori, morajo biti govori o nečem. Imaš absolutno prav in priznam, da se to sprašujem tudi sama. Seveda se Grki niso samo vojskovali. Atene so obstajale že pred Peloponeško vojno in njihov pravi razcvet se je zgodil med Perzijskimi vojnami in Peloponeško vojno. In kaj so počeli v tem času? Življenje se nenehno spreminja in vedno obstajajo stvari, o katerih je treba razpravljati. Za ljudi, ki živijo skupaj, bodo vedno obstajale zadeve, ki spadajo v sfero javnega, o katerih je vredno govoriti v javnosti. Kaj so te zadeve v vsakem določenem zgodovinskem trenutku, pa je nekaj povsem drugega. V srednjem veku so bile na primer katedrale veliki javni prostori. Mestne hiše so prišle kasneje. In tam so morda morali razpravljati tudi o nečem, kar ni povsem brez interesa. Vprašanje Boga. V vsakem obdobju postane javno nekaj povsem drugega. Temu bi bilo precej zanimivo slediti v obliki zgodovinske študije. Vedno pa bo prihajalo do konfliktov, zato ne potrebujete vojne. Ampak priznajmo negativno plat teze, ki se vztrajno pojavlja v vašem delu, da pride takrat, ko ljudje pomešajo družbeno in politično do pogubnih posledic v teoriji in praksi. Prav. Vendar vi presneto dobro veste, da vsaj kar se tiče nas v tem trenutku, tega dvojega nihče ne more konsistentno razlikovati. Čeprav razlikovanje razumemo, je to dvoje neločljivo povezano. Ni dovolj, da Mary McCarthy odgovorite zgolj s tem, da moramo raziskati, kaj natančno v različnih časih pride v javno sfero. Vprašanje je, ali morate v tem trenutku konsistentno razdvojiti ali ločiti družbeno od političnega. Zanesljivo lahko. Obstajajo stvari, pri katerih je mogoče ugotoviti pravo mero. S temi stvari je mogoče upravljati in torej niso stvar javne razprave. Javna razprava se lahko ukvarja zgolj s stvarmi, ki jih, če se izrazim negativno, ne moremo zanesljivo določiti. In če jih lahko določimo, zakaj bi se potem sploh morali sestajati? Vzemimo sestanek v mestni hiši. Denimo, da obstaja vprašanje, kje se zidati most. To je mogoče določiti od zgoraj ali z razpravo. Če dejansko obstaja odprto vprašanje, kam bi bilo bolje postaviti most, je nam bolje odgovoriti z razpravo kot od zgoraj. Nekoč sem pomagala na takem sestanku v New Hampshireu in bila sem navdušena nad tem, koliko pameti je premoglo mesto. Po drugi strani se mi zdi precej jasno, da še takšna množica govorov, razprav in debat ne bo mogla rešiti smrtno resnih družbenih problemov, s katerimi se soočamo v velikih mestih. Prav tako ne množica raziskovalnih komisij, ki so samo izgovor za to, da se nič ne naredi. Še en primer. Porote so zadnji ostanek aktivne državljanske udeležbe v tej republiki. Bila sem porotnica, z velikim užitkom in pravo zavzetostjo. Tudi tu je šlo za vprašanja, o katerih se nekako da zares debatirati. Porota je bila skrajno odgovorna,
Zavedala pa se tudi tega, da obstajajo različni koti obeh strani sodnega procesa, s katerih je mogoče gledati na zadevo. To se mi zdi zelo očitna zadeva skupnega javnega interesa. Po drugi strani pa so družbene stvari nasploh vse tisto, kar lahko v sferi, ki je Engels rekel upravljanje stvari, zanesljivo določimo. Zdi se mi, da bi bilo zlagano in nadležno, če bi jih podvrgli razpravi. Ali nam pravite, da je tisto, kar lahko obravnavata porota in zbor meščanov politično, vse ostalo pa da družbeno? Ne, nisem tega rekla. Dala sem jo samo kot primera, kje v vsakdanjem življenju nastanejo stvari, ki niso družbene in ki v resnici spadajo v javno sfero. Sestanek mestnih hiš in poroto pa sem omenila tudi kot redki mesti, kjer še obstaja neponarejena javnost. Prosil bi vas, da nam navedete en sam sodoben primer družbenega problema, ki hkrati ne bi bil tudi političen. Vzemite karkoli, izobraževanje, zdravstvo, mestne probleme, celo preprosti problem življenjskega standarda. Zdi se mi, da so prav družbeni problemi v naši družbi neizogibno politični. A če je to res, potem je seveda tudi res, da je v naši družbi nemogoče razločevati med družbenim in političnim. Poglejmo si stanovanjsko problematiko. Družben problem je zagotovo primerno stanovanje. Ali naj primerno stanovanje pomeni tudi integracijo ali ne, pa je prav gotovo politično vprašanje. Vsako od teh vprašanj ima dve plati in o eni od teh plati ne bi smeli polemizirati. O tem, ali mora imeti vsakdo primerno stanovanje, namreč ne bi smelo biti nobene debate. Če si stvar ogledamo z upravnega stališča, lahko vidimo, da je britanska vlada velik odstotek stanovanjskega fonda v Britaniji opredelila za neustrezen. In to na način, ki se zdi velikemu delu prebivalcev, ki v njem pravzaprav živijo, popolnoma nesmiselen. Ta primer zelo konkretno pomaga pokazati dve plati, o katerih sem govorila. Da imajo ti ljudje radi svoje soseske in se nočejo preseliti, tudi če jim daste še eno kopalnico, je politična zadeva. To je res popolnoma odprto vprašanje in javna zadeva. In o njej bi morali odločati javno in ne odzgoraj. Če pa gre za to, koliko kvadratnih metrov potrebuje vsako človeško bitje, da lahko diha in živi spodobno življenje, potem pa je to nekaj, kar lahko res zanesljivo določimo. Zdi se mi, da smo prisiljeni k političnemu delovanju, k ukvarjanju s konkretnimi situacijami in problemi. In koliko smo prisiljeni v take odločitve, postanejo vprašanja razredne pripadnosti, lastnine in prihodnost družbe zelo konkretni problemi in z njimi več ne moremo ravnati zgolj v pojmih abstrakcij, kakšni sta birokracija in centralizacija. Zdi se mi, da te abstrakcije razkrivajo v temelju depolitiziran značaj vaše misli, ki me je zelo motil, ko sem bral vaše delo. Ko vas poslušam tukaj in zdaj, me še bolj moti, saj smo na srečo ali nesrečo prisiljeni delovati v svetu in zato bomo morali vedeti, kako ta svet izgleda. To so problemi tako imenovane množične družbe. Pravim, tako imenovana množična družba, ki pa je žal dejstvo. Zakaj se vam zdijo besede, kakršni sta razred in lastnina, manj abstraktne od besed birokracija in upravljanje, ki jo uporabljam jaz? So popolnoma enake. Vse sodijo v isto kategorijo besed. Vprašanje je samo, ali znate z njimi pokazati na kaj realnega. Te besede bodi si razodevajo oziroma razkrivajo ali pa ne. Beseda birokracija pomeni vladavino urada in ne vladavine ljudi ali zakona. Če mislite, da ne razkriva kaj realnega, potem se mi zdi, da še ne živite dovolj dolgo v tem svetu. Pa verjemite mi, birokracija je danes mnogo močnejša realnost kot razred. Ampak vi sami uporabljate več abstraktnih samostalnikov, ki so nekoč v 19. stoletju nekaj razkrivali. Hkrati pa se vam sploh ne da kritično premisliti, ali še držijo, ali bi jih bilo treba spremeniti ali kaj podobnega. Lastnina je drugo vprašanje. Dejansko je zelo pomembna, vendar v drugačnem smislu, kot vi razmišljate o njej. Tisto, kar bi morali vse povsod spodbujati, je prav lastnina. Seveda ne lastnina produkcijskih sredstev, temveč strogo zasebna lastnina. In verjemite mi, ta lastnina je v veliki nevarnosti.
bodi si zaradi inflacije, ki je zgolj drug način razlaščanja ljudi, ali pa zaradi previsokih davkov, ki so tudi razlaščevalna metoda. Ljudi je slajše razlastiti, kot da bi jih vse skupaj pobili. Te procese razlaščanja lahko vidite vse povsod. Če boste vsakemu človeškemu bitju dali na razpolago nek spodoben delež lastnine, če torej ne boste razlaščali, temveč razpršili lastnino, potem boste imeli nekaj možnosti za svobodo, celo v zelo nehumanih pogojih moderne produkcije. Pravzaprav se zdaj v nekaterih vzhodnih državah, pa ne govorimo o Sovjetski zvezi, pojavljajo težnje po zasebni lastnini natanko v tvojem smislu, brez lastnine produkcijskih sredstev. Kolikor se lahko zazremo v prihodnost, se mi zdi, da socializem predstavlja edino ohranitveno silo, dejansko konzervativno silo v sodobnem svetu. Rekla sem, da produkcijska sredstva ne bi smela biti v rokah posameznika. Toda, kdo je potem njihov lastnik? Vlada. Pred nekaj leti je levica v Nemčiji zahtevala nacionalizacijo desničarske založbe Springer Press. Springer je en človek, ki ima z uporabo določenih metod določeno mero vpliva na javno mnenje in tako dalje. Nima pa akumulirane oblasti in sredstev nasilja, kakršne ima vlada. Levica bi bila torej izročila svoji vladi celotno oblast gospoda Springerja, ki bi se s tem seveda še povečala. Dobili bi tisk, s katerim bi upravljala vlada. Hočem reči, izginila bi še tista svoboda, ki jo Springer mora dopuščati zaradi konkurence, saj obstajajo še drugi časopisi, ki objavijo tisto, česar Springer raje ne. Celo ta svoboda bi izginila. Če torej govorimo o lastnini produkcijskih sredstev, potem jo je prva nasledila sama vlada. In kar zadeva delavsko vprašanje, je bila zdaj vlada seveda mnogo močnejša od vsakega posameznega kapitalista. Izkazalo se je, da so prej lahko delavci stavkali proti posameznemu kapitalistu. Pravica do stavke je zelo dragocena pravica proti posameznemu kapitalistu. Proti vladi pa niso mogli stavkati. Tako so bile delavskemu gibanju nemudoma odzete tiste malo številne pravice, ki si jih je pridobilo v dolgem boju od sredine prejšnjega stoletja. Poglejmo si stanje tiska v Združenih državah. Pred volitvami leta 1968 so izpeljali neko raziskavo, v kateri se je izkazalo, da približno 90% ameriškega tiska podpira Nixona. Imamo torej zlitje tiska z vlado ali vse sedanjo vlado Združenih držav v obliki republikanske stranke. Zdi se mi, da imamo v Združenih državah trenutno enak rezultat, kakšnega bi imeli v Nemčiji, če bi razlastili Springerja. Če bi razlastili tisk, vlade ne bi podpiralo 90, ampak 100%. Ni nujno. V Holandiji, denimo, je televizija v nacionalni lasti. Te stvari se verjetno posrečajo samo v majhnih državah. Imajo ogromen razpon političnih strank. Vsaka politična stranka ima svoj televizijski program ali vsaj del programa. In to deluje. Ljudje to sprejemajo. Že, a tam imajo zakone, ki vsiljujejo decentralizacijo te razlastitve, tega procesa akumulacije. Večstrankarski sistem v Holandiji deluje kot blažilni dejavnik, kakršnega skušajo zdaj uvajati v nekaterih vzhodnih državah. V vsakem primeru je tisto, kar bomo morali storiti, predvsem eksperiment. Itak. Kakšno pa je tvoje stališče do kapitalizma? Ne delim Marksovega silnega navdušenja nad kapitalizmom. Prve strani komunističnega manifesta so največja hvalnica kapitalizmu, kar ste jih kdaj videli. Seveda je imel Marks v nekem smislu povsem prav. Logični razvoj kapitalizma je socializem. In razlog je preprost. Kapitalizem se je začel z razlaščanjem. To je zakon njegovega razvoja. Socializem pa pripelje razlaščanje do njegovega logičnega sklepa in je na nek način tudi brez blažilnih dejavnikov. Današnji tako imenovani humani socializem pomeni samo to, da zdaj zakoni nekako brzdajo to kruto tendenco, ki se je začela s kapitalizmom, nadaljevala pa s socializmom. Ves moderni produkcijski proces je dejansko proces postopnega razlaščanja. Zato se bom vedno upirala razlikovanju med kapitalizmom in socializmom. Kar se mene tiče, gre za eno in isto gibanje.
In Karl Marx je edini res upal do konca premisliti ta novi produkcijski proces. Proces, ki se je počasi razbohotil po Evropi v 17., 18. in 19. stoletju. Zaenkrat še ima popolnoma prav, samo da je to pekel. Na koncu se iz te zadeve ne izcimi paradiž. Marx pravzaprav ni razumel, kaj je zares oblast. Ni razumel te striktno politične stvari. Zato pa je videl, da kapitalizem, če ga prepustimo samemu sebi, ponavadi zradira vse zakone, ki so v napoto njegovemu krutemu napredku. Kapitalizem v 17., 18. in 19. stoletju je bil neznansko okruten. Ko beremo Marxovo veliko hvalnico kapitalizmu, se moramo zavedati, da so ga obkrožale najostudnejše posledice tega sistema, pa je vseeno mislil, da je to krasna stvar. In seveda je bil tudi Heglovec in je zato verjel v moč negacije. No, jaz ne verjamem v moč negacije, če pomeni strahotno nesrečo drugih ljudi. Te trditve o oblasti, ki jih je navedla gospodična Arendt, se mi zdijo res nezaslišane. To, da Marx ni razumel oblasti in hkrati trdito, da je oblast zdaj birokracija, po mojem lahko trdimo, da Marx ni razumel oblasti samo, če oblast opredelimo na nek sila čuden način. In zdi se mi, da je to del vzorca, ki se ponavlja v mišljenju gospodične Arendt. Veliko ključnih besed opredeljuje čisto po svoje, saj veste, družbeno proti političnemu, tukaj ima beseda družbeno zelo nenavaden pomen, sila proti nasilju, precej nenavaden pomen besede sila. Ne, oblast proti nasilju, mi je prav žal. Oblast in nasilje, se opravičujem. Delovanje, povsem samosvoja opredelitev delovanja. Ta intelektualna praksa je sicer zelo poživljajoča, saj sproža ali bi morala sprožati razne kontroverze. Vendar je hkrati precej čudna. Vzamete besedo, ki ima običajno razumevanje morda več kot en pomen in ji date čisto poseben pomen, na kar z te točke delate osupljive paradoksne sklepe, da Marx ni razumel oblasti. Gotovo je razumel, da z oblastjo vsake družbe razpolagajo ljudje, ki nadzorujejo dostop do produkcijskih sredstev, sredstev za življenje, sredstev za delo. V njegovi terminologiji je to bil razred. Bi se gospodična Arendt strinjala, da ima birokracija toliko oblasti, kolikor je ima, in mislim, da je nima niti približno toliko, kolikor je pripisuje gospodična Arendt, zato, ker je postala razred, kolikor je postala razred in v tistih državah, kjer je postala razred, torej v Marxovem smislu skupina ljudi, ki nadzoruje dostop do produkcijskih sredstev. S tem se ne bi strinjala. Glede moje, po vašem mnenju, idiosinkratične rabe besed. Seveda menim, da je v tem načinu nekaj več. Vsi podedujemo določen besednjak, a potem ga moramo premisliti. Ne samo tako, da poizvemo, kako se ponavadi uporablja neko besedo, kar nam pokaže določeno število različnih rab, in te rabe naj bi potem obveljale za legitimne. Po mojem je beseda mnogo močneje povezana s tistim, kar prikazuje ali kar je, kot pa s tem, kako jo v medsebojnem pogovoru uporabljava vi ali jaz. Vas zanima samo komunikacijska vrednost besede. Mene zanima njena razkrivajoča lastnost. Ta pa ima vedno neko zgodovinsko ozadje. Tudi mene zanima razkrivajoča lastnost in zato pravim, da so bile besede, ki jih je uporabljal Marx, torej razred, oblast in tako dalje, razkrivajoči koncepti. Tisto o oblasti se ni nanašalo na razred. Kar ima v mislih je seveda tako imenovana nadgradnja. Marx meri z oblastjo na moč nekega trenda ali razvoja. Verjame, da se ta trend, ki je popolnoma nematerialen, potem tako rekoč materializira v nadgradnji, ki je vlada. Zakoni vlade, ki je nadgradnja, pa niso nič drugega kot zrcaljenje trendov v družbi. Marx tudi ni razumel vprašanja o vladanju, kar mu je v veliki meri koristilo, saj ni verjel, da si kdo želi oblast zaradi nje same. Tega pri Marxu ni. Marx ni razumel gole oblasti v smislu, da hoče ena oseba vladati drugi in da potrebujemo zakone, da bi to preprečili. Še vedno je nekako verjel, da se bo človek ponovno pojavil, če bomo ljudi pustili pri miru in spremenili družbo, saj družba človeka pokvari. Bog nas obvaril. Ta optimizem teče skozi vso zgodovino. Lenin je nekoč dejal, da ne razume, zakaj mora obstajati kazensko pravo.
Ko bomo spremenili okoliščine, bomo menda vsi preprečevali zločinska dejanja vsakogar. In to tako samoumevno, kot menda vsak moški pohiti na pomoč ženski, ki je v stiski. Ta Leninov primer se tako lepo sklada z 19. stoletjem. Danes se to seveda ne verjamemo več. Toda Marksu je bilo gotovo prav tako, kot denimo Jamesu Millu jasno, da si ljudje želijo oblasti nad drugimi zato, da bi iz te oblasti potegnili kakšno korist zase. Ne gre za oblast zaradi oblasti same, gre za oblast za pridobivanje koristi. Že, ampak ta oblast za pridobivanje koristi z želje po dobičku... Ne nujno po dobičku, po katerikoli koristi. Ampak saj ne vemo, koliko odstotkov prebivalstva bi to počelo samo za zabavo in brez vsakega premisleka. Se pravi, Marks je vedno mislil, da gre pri tistem, kar imamo za človeške motive, bolj ali manj za motivacijo trendov. Trendi pa seveda so abstrakcije. Dvomim, da obstajajo sami po sebi. Trend belega zidu je, da se s časoma umaže, če se kdo ne pojavi in ne prebeli sobe. Gotovo drži, da so Marksa zanimali trendi, da so ga zanimali zakoni gibanja družbe in tako naprej. Ne prepoznam pa Marksa, kakršnega se predstavljate vi, namreč, da je spremenil trend nekakšno samostojno realno silo, ki jo je potem bral v obratni smeri. No, tukaj se ne moremo kar usesti in prebirati Marksa. Toda to se mi zdi zares očitno, prihaja pa seveda od Hegla. Heglov svetovni duh se pri Marksu pojavi v obliki človeka kot rodovnega bitja. Tudi v tem primeru ste izključili ali odpisali pluralnost ljudi. Ne mnogih ljudi, katerih skupno delovanje in delovanje enih proti drugim v končni fazi ustvarja zgodovino, ampak ta velikanski samostalnik, ki je v ednini in ki mu zdaj pripisujete čisto vse. Mislim, da je to šele zares abstrakcija. Na kratko bi spregovoril o temeljni točki nerazumevanja oblasti pri Marksu. Marks je organsko povezal željo po oblasti z razredno delitvijo družbe in verjel je, da bo sam boj za oblast, želja po oblasti, izginil, ko bo v brezrazredni družbi odstranjena razredna delitev. To je prerokba komunističnega manifesta za čas, ko bo upravljanje stvari nadomestilo dominacijo človeka nad človekom. Toda to je Rousseauovska zmota o naravi človeka, naravi družbe in naravi oblasti. Še posebej zanimivo pa se mi zdi, da sta si marksizem in liberalizem iz 19. stoletja po tej zmoti o oblasti skrivna brata. Verjamete v isto stvar? No, naj še samo dodam nekaj o razmerju med nasiljem in oblastjo. Kadar govorimo o oblasti, je moja prispodoba vsi proti enemu. Ko gre za ekstremno oblast, namreč ne potrebujemo nobenega nasilja za premoč nad enim. Ekstrem nasilja pa je obraten, eden proti vsem.
En sam dedec z brzostrelko, ki drži vse ostale v stanju popolne ubogljivosti, tako da ni več potrebno nobeno mnenje in nobeno prepričevanje. Ni dvoma, da lahko nasilje vedno uniči oblast. Če imate minimum ljudi, ki so pripravljeni izvrševati vaša povelja, potem lahko nasilje v vsakem trenutku zreducira oblast na golo nemoč. To smo videli že mnogokrat, ampak nasilje nikoli ne more ustvariti oblasti. Ko enkrat uniči struktura oblasti, potem nikakor ne vznikne nobena nova. Poglejmo na oblast brez nasilja subjektivnega zornega kota nekoga, ki je pod prisilo. Situacija, ko so vsi proti enemu, je psihološko verjetno še hujša od situacije enega proti vsem. Kajti v situaciji, ko mi nekdo nastavi nož pod grlo in reče, daj mi denar, če ne te razsekam, seveda takoj ubogam. A glede na moje pojmovanje oblasti, vendarle ostanem to, kar sem bila prej, kljub temu, da ubogam. Se ne strinjam. Če pa imate situacijo vseh proti enemu, imate takšno premoč, da se da tipu dejansko priti do živega. Svoje pozicije ne more obdržati, tudi če ga ne porazi nasilje. Takšna bi bila torej neomejena vladavina večine, če ne bi omejevali zakoni. Imam še eno vprašanje o pomenu določenih razlikovanj v vašem delu, ali o tistem, kar je Mary McCarthy imenovala srednjeveški element v vašem mišljenju. Precej jasno je, da so se mnoga od teh razlikovanj izkazala za izredno plodna v zvezi s kritiko ideoloških fiksacij, predvsem tistih, ki predstavljajo prevladujoče tradicije 19. stoletja, na primer v Marxovi teoriji. Po drugi strani pa me bega svojevrstna abstraktnost teh razlikovanj. Vedno dobim občutek, da ta razlikovanja označujejo mejne primere, ki jim v realnosti nič ne ustreza. Sprašujem se o naravi teh konstruktov, idealnih tipov ali konceptov, ki označujejo mejne primere. Hočem reči, da vašemu mišljenju morda manjka določen heglovski element. Seveda. Rad bi poskusno interpretiral način, kako razlikujete med ustvarjanjem in delom, med političnim in družbenim, ter med oblastjo in nasiljem. Ali ni mogoče, da te alternative ne označujejo stalnih možnosti človeštva, vsaj ne v prvi vrsti, da prej označujejo skrajni mej, med katerima se razteza človeška zgodovina. Namreč človeško bitje kot žival na eni in utopijo na drugi strani. Tako da bi, če bi na primer vsako delo postalo ustvarjanje, če bi v vašem smislu družbeno postalo javna ali politična tema in če bi spet v vašem smislu opustili nasilje v korist oblasti, to pomenilo realizacijo neke utopije. Sprašujem se, ali imate zato, ker se v bistvu ne zavedate utopičnega elementa v svojem mišljenju, tako čuden odnos do kritičnih ali socialističnih ali anarhističnih tradicij mišljenja. Imam občutek, da prav zato nikoli ne morete adekvatno povzeti teh tradicij, kritične teorije ali razmerja med vašo teorijo in temi tradicijami. Morda se res ne zavedam utopičnega elementa. Ne pritrjujem vam, pravim samo, da je možen. A če se ga ne zavedam, potem se ga res ne zavedam za Božjo voljo. In pri tem mi ne bo pomagala nobena psihoanaliza z naslova Frankfurtske šole. V tem trenutku vam res ne morem odgovoriti, to bom morala premisliti. Če nič drugega vidite nekaj, kar se tudi meni zdi vprašljivo. Če namreč ne verjamem to ali ono teorijo, zakaj je pisno nevržen? To bi storila samo pod prisilo. Se pač premalo komunikativna. Ne verjamem, da ima to kaj opraviti z abstraktnostjo. Moje vprašanje se je izgubilo. Ga smem reformulirati? Kaj bi rekli na interpretacijo vaših razlikovanj, po kateri bi prva alternativa označevala mejni primer živalskosti, druga pa mejni primer polne realizacije človeškosti? Rekla bi, da ste s temi Nobel metodami eliminirali razlikovanje in že izvedli tisti heglovski trik, po katerem se nek koncept začne sam od sebe razvijati v svojo lastno negacijo. Ne, pa se ne. Dobro se ne razvije v slabo, slabo pa ne v dobro. Od tega ne odstopim. Vi veste, kako zelo spoštujem Hegla. Torej, sploh ne gre za to. Tudi do Marxa čutim izjemno spoštovanje. In seveda tudi name vplivajo vsi ti ljudje, ki jih konec koncev berem. Zato me ne razumite napak. Vendar je to, po
po mojem prav tista past, v katero se ne mislim ujeti. Slišali smo že vprašanje o centralizaciji, ki teče ravno v obratni smeri od demokracije, če jo pripeljemo dovolj daleč. Mislim, da je to vprašanje zelo zapleteno. Seveda po vsem svetu divja nekakšen upor proti velikosti. To je po mojem zdrava reakcija, tudi meni je blizu. Še posebej, ker velikost in centralizacija zahtevata obsežne birokracije. Birokracije pa so dejansko vladavina nikogar. In ta nihče ni blagohoten nihče. Nihče ni odgovoren za to, kar se zgodi, ker nimamo avtorja dejanj in dogodkov. To je res grozljivo. Tako, da tudi sama do velike mere čutim enako. In to mi seveda narekuje decentralizacijo. Toda konec koncev je svet, v katerem živimo, treba ohranjati. Vse veste, da gredo moje simpatije številnim virom in oblasti in da gojim romantične simpatije do sistema svetov. Ta nikdar ni bil zares preizkušen. Gre za nekaj, kar zraste iz grassroots. Tako da res lahko rečete potestas in populo, torej, da oblast prihaja od spodaj in ne od zgoraj. Ampak ne moremo dovoliti, da svet razpade. To pa pomeni, da je upravljanje stvari, ki ga je Engels imel za tako odlično idejo in ki je v resnici grozna zamisel, vendarle nujno. In izvajati ga je mogoče le na bolj ali manj centraliziran način. Po drugi plati pa je ta centralizacija huda nevarnost, ker so te strukture tako ranljive. Kako ne jih ohranjamo, če ne z centralizacijo? In če jo imate, je ranljivost neizmerna. Ameriška ustava kot idealni tip. Slišali smo, da je treba začrtati neko pomembno razlikovanje med teoretikom in aktivistom in da obstaja temeljna nezdružljivost med aktivistom in teoretikom. Ne med človekoma, temveč med dejavnostima. Točno. Toda v tem, kar pravite, se skriva temeljna intelektualna predanost nekakšni idealizirani podobi ameriške ustave in ameriškega izkustva. Preseneča me, da je ta predanost tako neomajna, tako temeljna za marsikaj, kar pravite, da vam je sploh ni treba izrecno omenjati. Kadar pa spregovorite o ameriški ustavi, takrat se mi zdi, da prevzamete nekaj predpostavk. In o teh predpostavkah bi vas rad povprašal. Preseneča me, da v nekaterih ozirih napačno interpretirate ameriško ustavo. Natanko tako, kot je Montesquieu napačno razumel britansko. Tudi pri vas gre za takšen intelektualni prenos. Montesquieu v britanski ustavi ni videl prave delitve oblasti, temveč preprosto začasno pad pozicijo med staro in novo družbo, ki se je odrazila v institucijah. In vi zdaj vzamete pojmovanje o delitvi oblasti in ga prenesete na Ameriško republiko. Toda, ko odpravite to pad pozicijo med staro in novo družbo, ste spet v britanski monarhični situaciji, ko institucije zastopajo gore interese. Torej, ni slučajno, da smo dobili trenutno ameriško administracijo. Bilo je neizogibno, da bomo dobili izvoljenega kralja Nixona skupaj s Kissingerjem, ki seveda postane tipični kraljevi minister v starem pomenu tega pojma. Seveda sem storila nekaj podobnega kot Montesquieu z angleško ustavo, ko sem ameriško ustavo tolmačila kot določen idealni tip. Le da sem ga poskušala podkrepiti z zgodovinskimi dejstvi malo bolje od Montesquieuja, saj ne pripadam aristokraciji in zato nisem obdarjena s tisto blaženo Lenovo, ki je ena glavnih značilnosti Montesquieuovega pisanja. Ali je to dopustno? Pa je že drugo vprašanje, s katerim bi se od pričujočega preveč oddaljili.
A pravzaprav to počnemo vsi. Vsi nekako ustvarjamo tisto, kar je Max Weber imenoval idealni tip. Se pravi, vsi premlevamo nek določen skupek zgodovinskih dejstev, govorov in podobno, dokler ne postane nek tip konsistentnega pravila. Zaradi njegove lenove je to še posebej težavno početi z Montesquieujem. Z ustanovnimi očeti je lažje, ker so izredno trdo delali in so vam dali tako rekoč vse, kar ste hoteli. Ne verjamem vašim sklepom neizogibnost, ki da nas je privedla od ameriške revolucije do gospoda Kissingerja. Mislim, da bi morali celo vi, ki ste izšolani v šoli nujnosti, trendov in neizogibnosti zgodovinskih zakonov, videti, da je ta malce prikrita. Resnično bi rad vedel, koliko dokazov obstaja, da je v viziji demokracije pri ustanovnih očetih res obstajalo razlikovanje med interesi in mnenji. Trenutno vam ne morem ničesar citirati. Prvo je razlikovanje med pojmovanjem skupinskih interesov, ki so vedno prisotni, in mnenji, ki so zadeva moje odločitve. To razlikovanje je povsem jasno prisotno. Imate ga v sami ustavi. Namen zakonodaje, predstavniškega doma, je bil bolj ali manj zastopati interese prebivalcev. Po drugi strani pa je bil namen senata filtrirati te interese in priti do neke vrste nepristranskih mnenj, ki bi zadevala federacijo. To razlikovanje med dvema institucijama je seveda zelo staro. Sledi rimskemu potestas in populo, auctoritas in senatu. Rimski senat ni imel nobene oblasti. Senatorji so v njem sedeli samo zato, da so dajali svoje mnenje. Toda njihovo mnenje je imelo neko avtoriteto, kolikor ga ni navdihovala potestas ljudstva. Imenovali so se majores. V tem smislu so predstavljali ustavo Rima, jo povezovali z rimsko preteklostjo. Torej je imel v Rimski republiki senat povsem drugačno funkcijo kot ljudstvo. In to je v ozadju mišljenja ustanovnih očetov, ki so se tega dobro zavedali. In to je tudi eden od razlogov, zakaj so bili tako zelo zainteresirani, da bi imeli senat, mnogo bolj kot kdajkoli katerikoli evropski mislec. Čutili so, da morajo mnenja, ki izhajajo od neposredno zainteresiranih strank, filtrirati skozi telo, ki je za korak ali dva odmaknjeno od tega neposrednega vpliva. In ustanovni očetje so se, kot veste, bali vladavine večine. Nikakor niso bili za čisto demokracijo. Potem so ugotovili, da se da oblast krotiti le z eno stvarjo, in to je oblast kontra oblast. Ravnotežje oblasti, ki brzda oblast, je Montesquieujev uvid, ki so ga imeli snovalci ustave ves čas v mislih. Mislim, da bo ta dežela, Združene države, lahko ostala ali postala močna dežela samo, če bo imela veliko virov oblasti. Torej, če bo oblast razdeljena v skladu s predstavami utemeljiteljev, ter v skladu s starejšo in sicer manj jasno, pa vendar pomembno predstavo Montesquieuja. Politično mišljenje brez oprijemalne ograje. Ko vas poslušam, se sprašujem, kaj ste? Ste konzervativka? Ste liberalka? Kje je vaša pozicija znotraj sodobnih okvirov? Res ne vem in nikoli nisem vedela. Verjetno tudi nikoli nisem imela takšne pozicije. Veste, levica misli, da sem konzervativka, konzervativcem se včasih zdi, da sem liberalka ali da sem svoje glava ali bog ve kaj. In moram reči, da mi je prav malo mar.
Takšne govorance ne bodo niti malo osvetlile pravih vprašanj tega stoletja. Ne pripadam nobeni skupini. Edina skupina, ki sem jih kdaj pripadala, so bili cionisti. Seveda sem bila tam zaradi Hitlerja od leta 33 do 43. Potem sem izstopila. Edina možnost takrat je bila upreti se kot jud in ne kot človeško bitje. To zadnje se mi je zdelo huda napaka. Saj se morate, če vas napadajo kot juda, upreti kot jud. Ne morete reči, prostite, prosim, jaz nisem jud, ampak človeško bitje. To je noro. In bila sem obkrožena s tovrstnimi norostmi. Ni bilo druge možnosti, zato sem se vključila v judovsko politiko. Ne zares v politiko, vključila sem se v socialno delo in sem bila potem nekako povezana tudi s politiko. Nikoli nisem bila socialistka. Nikoli nisem bila komunistka. Prihajam iz socialističnega okolja. Moji starši so bili socialisti. Jaz sama pa si tega nikoli nisem želela. In da ne pozabim omeniti, nikoli nisem bila liberalka. In nisem verjela v liberalizem. Ko sem prišla v Združene države, sem v zelo negotovi angleščini napisala članek o Kafki, pa so ga dali poangležiti za revijo Partisan Review. In pridem k njim, da bi se pogovorili o tem angleženju. Preberem svoj članek in gledno v njem se je nekod pojavila beseda napredek. Rekla sem, kako to mislite? Te besede sploh nisem uporabila. Potem me je eden od urednikov pustil samo. Vstopil v sosednjo sobo in slišala sem, da je nekomu čisto obupano rekel, pa saj niti v napredek ne verjame. Kam torej potem sodite? Kam sodim? Nikamor. Res ne plavam z glavnim tokom sedanje ali katerekoli druge politične misli. Ne zato, ker hočem biti tako izjemno izvirna. Naneslo je pač tako, da se nikjer zares ne prilegam. Tista zadeva s kapitalizmom in socializmom se meni zdi nekaj najbolj očitnega na svetu. Pa vseeno tako rekoč nihče ne razume, o čem govori. Torej, ne morem odgovoriti na vaše vprašanje. Hočem reči, da me ne razumejo. Prav nasprotno, zelo dobro me razumejo. Problem nastane, ko ljudem odznameš oprijemalne ograje, njihova varna vodila. Isti ljudje sicer govorijo o zlomu tradicije, vendar se jim nikoli sploh ni posvetilo, kaj to pomeni, da to res pomeni, da ostaneš zunaj na mrazu. Potem te preprosto ignorirajo. Vsaj meni se to dogaja precej pogosto in to me ne moti. Včasih te napadajo. Ampak pod mojimi pogoji se ne da izpeljati niti koristne polemike. In lahko rečete, da sem si čisto sama kriva. Tvoje mišljenje ste nekateri imenovali breztemeljno mišljenje. Imam manj kruto prispodobo, ki sem jo zadržala zase. Mišljenje brez oprijemalne ograje. V nemščini denken ohne Geländer. Na stopnicah se namreč lahko vedno oprimete ograje, da ne padete. To ograjo smo izgubili. Tako si to razlagam. In sploh ni tako novo to, da je Ariadnina nit izgubljena in da je zlomljena tradicija prenehala osvetljevati prihodnost, človeški pa ta o tem, kot je dejal že Tocqueville. Takšna je bila situacija sredi prejšnjega stoletja. Sama sem vedno menila, da je treba začeti misliti, kot ni mislil še nihče poprej, in se potem začeti učiti od vseh drugih. In to je pravzaprav tisto, kar skušam početi. Ta prostor, ki ga Hannah Arendt ustvarja v svojem delu, in na katerega lahko stopi z močnim občutkom, da stopa skozi obokno osvobojeno zemlje, ki ga v veliki meri okupirajo definicije. Zelo blizu korenin mišljenja Hannah Arendt je distinguo, to razločujem od tistega, ločujem delo od ustvarjanja, ločujem slavo od ugleda in tako naprej. To je pravzaprav srednjeveški način mišljenja. Aristotelovski. Navada različevanja ni priljubljena v modernem svetu, ker večino diskurza obdaja nekakšna verbalna meglica. In če Hannah Arendt zbuja sovražnost, jo med drugim zato, ker navadni bralec nima sposobnosti razločevanja. Ampak, če se povrnem k samim razlikovanjem.
Rekla bi, da je na tem osvobojenem ozemlju, tem svobodnem prostoru, vsako od teh razlikovanj kot majhna hiša. Slava pomeni živeti v eni mali hiški z eno arhitekturo, ogled pa pomeni živeti v drugi. Tako je ves prostor, ki ga je ustvarila, pravzaprav že opremljen. To zveni kot socialna stanovanja. In to brez zveznih subvencij. Vsako njeno delo je razgrinjanje definicij, ki se dotikajo tematike in jo medtem, ko se ena za drugo razgrnejo, vse bolj osvetlijo. To, kar praviš o razločevanju, popolnoma drži. Vse, kar počnem, ne maram predobro vedeti, kaj počnem, začnem tako, da rečem, A in B nista enaka. In to seveda prihaja naravnost od Aristotela. Zate pa prihaja od Akvinskega, ki je počel isto. Vse, kar sem naredila in napisala, je poskusno. Vsako mišljenje je zaznamovano s poskusnostjo. In jaz se vam morda spuščam rahlo čezmerno ali ekstravagantno. V pogovorih z Jaspersom je bilo krasno prav to, da sva jih lahko nadaljevala več tednov, čeprav so bili zgolj poskusni in niso merili na nikakršen rezultat. Dogajalo se nama je, da sem prispela v Basel, tam sem ostajala po nekaj tednov, in da sva že prvi dan trčila v določeni temi. Spomnim se, da bila ena od teh tem ein guter Vers ist ein guter Vers. To sem rekla jaz. Dober vers je dober vers. S tem sem mislila, da ima neko lastno prepričevalno silo, on pa se ni povsem strinjal. Seveda sem ga hotela prepričati, da Brecht je dober pesnik. Ta stavek nama je zadostoval za 2 tedna, za 2 debati na dan. Znova in znova sva se vračala k njemu. Nestrinjenja nisva mogla nikdar povsem zgladiti. A mišljenje o takšni stvari je s to izmenjavo postalo neprimerno bogatejše, saj je bila, kot je dejal Jaspers, brez zadržkov, ko torej ničesar ne obdržiš zase. Potem si ne misliš, joj, tega ne smem reči, prizadelo ga bo. Tako zelo zaupaš prijateljstvo, da veš, da ga nič ne more prizadeti. Dober večer. Zdaj bi vas mogoče najprej povabili na, čakaj, najprej hip hip, hura, konc festivala. En aplavz za njih vsemi. Hvala, glasta še
za to prav super, za ta prav super zaključek festivala.